Ljudje in ljudine, poslušate 39. epizodo podcasta Obot, podcasta, v katerem za vas gledamo, spremljamo, beremo in poslušamo serije, filme in risanke vseh žanrov, od F do Z. Obot, Odrini, Bakšiš, Obilna dolina. Smo, tako kot vedno, Mito Gegić, Servus, Igor Harp Yo. in Aljoša Hrlamov. In znova, že 5. epizodo zapored, imamo med sabo gosta, tokrat spet nekoga, ki je z nami prvič. Gre pa za legendo računalniških iger, legendo zdaj že preminule revije Joker, naj bo podzemni level čim bolj kompleksen in razborljiv, prevajalec fantazija in sploh visoka prezenca, Sergej, hvala Sneti. Živijo. Kako si Sneti? Food best. Enkrat smo te že hoteli za Lion Kinga, pa nisi hotel priti. Kaj ćemo Lion Kinga? Hakuna Matata, baby. Skratka, enkrat smo se že dogovarjali za eno gostovanje, ampak tisti film nam ni bil tako všeč, pa potem... Ja. Lahko še nekaj rečemo o tem? Ne. Ta tema je prepovedana na tem podcastu. Skratka, o neimenovanem filmu in potem nismo prišli skupaj, ampak zdaj smo veseli, da si tle. No? Lahko pa gremo tako full off track, pa rečemo, da mi je bilo full všeč ta zadnji Star Wars. The best. Tišina je bila neprežvečljiva. Mandalorian govori. V oklepaju vstavi čiričke. Skratka, 39. epizoda, ki jo posvečamo, kot smo obljubili na zadnje, vidite, kako držimo svoje obljube, Netflixovi seriji Witcher, ki smo ga mi prevedli kot Čarodejec. Ne povsem mimogrede, pa bomo ob tem govorili seveda tudi o knjigah, po katerih je serija posneta in računalniških igrah. Ne nazadnje, zato je Sergej, Sergej? Vsem, ok. Gospod Sen z nami. Še predno pa se tega lotimo, seveda standardno opozorilo, ta epizoda bo vsebovala kvarnike za serijo, za knjige, mogoče tudi kakšno bližnico za igre. Zatorej, če bi serijo raje prej pogledali, poglejte, če tudi roko na srce prve sezone serije, razen enega pomembnejšega, ampak za samo zgodbo niti ne tako odločilnega preobrata, niti ni mogoče pokvariti, če tudi vam kdo pove celo zgodbo, tako da mogoče se na te točki odločite, da vseeno poslušate. Ampak vseeno, če bi serijo pogledali neobremenjeni, knjige prebrali neobremenjeni, igre obrnili neobremenjeni, si vzemite mesec dni dopusta ali počitnice, zaprite se v stanovanje in si naložite aplikacijo Volt, zavežite se k celibatu in gledanje, branje in igranje prekinjate samo z občasnimi namrščenimi fak. Storite vse to, epizoda vas bo počakala, edino vmes bomo posneli najmanj 2. Če ste serijo in vsem drugim na tekočem, pa se nam pridružite, kajti po intru se podamo v fantastični svet redkobesednih moških in žensk, ki se zavedajo, da morajo za uspešno kariero poskrbeti tudi za osupljiv videz, pa če tudi je pot do njega izjemno boleča. Maestro, prosim, tukaj imaš zlatnik za igraj nam. Na Netflixu je Witcher v celoti je bil, zdaj si nisem zapisal datuma, katerega dne točno je bil, ampak zdaj je že od tega, kaj je mesec dni. Ja, pred novim letom je bil pred prazniki, pravzaprav nekje sredi decembra je bil zunaj v celoti. Velika pričakovanja so bila vložena v to, ali pa velika pričakovanja, gledalci so imeli velika pričakovanja, napovedovalo se ga je kot neke vrste novi Game of Thrones, ali pa Netflixov Game of Thrones. Meni je malo smešno, ko govorijo o novem Game of Thronesu, ker pač ni na HBO-ju, ki je tisti zadolžen za nov Game of Thrones in dela nov Game of Thrones, skoraj dobesedno. Dajmo mogoče najprej, ko smo to pogledali, kaj se nam je zdelo, kaj so bili prvi vtisi naši. Igor, ti si ga včeraj pogledal do konca. Tako. Super, zelo sem navdušen. Na začetku se mogoče malo lovi, pa navaditi se moraš na pač način storytellinga in Cavillovo, rečemo temu, igro. Ampak neki bunny so. Ja, ampak vsega navadiš, pa je cool. Mislim, da in mislim, kar se tiče efektov, pa tega je vse zelo tako mora biti. Ne grejo zdaj v nek overkill ala Battle of Bastards, ampak ali pa Helm's Deep, ampak znajo narediti vseeno ful zanimivo, pa prepričljivo, pa
štorija te not potegne, je dosti zanimivo. Skratka, tebe ni šokiralo in razočaralo, ker ni Game of Thrones. Ne, mislim, fantasy je, se ne raje biti ves fantasy Game of Thrones. To je stavek, ki smo ga iskali. Super, lepo. Ampak ja, pač jaz mislim, da je tle bilo, o tem smo mi tudi že dosti govorila, zasebno pač ne tle. Ampak ja, več se je pričakovalo nov Game of Thrones, ampak nekako mislim, da je to bolj publika, ki ne pozna fantasyja in ki se je pač zdelo, da je zdaj Game of Thrones pač fantasy in da mora vsak fantasy izgledati kot Game of Thrones. Ne? Ampak prvič to ni, jaz mislim, da tudi produkcijsko v končni fazi ni Game of Thrones, ne gre na isti realizem produkcijsko kot mogoče Game of Thrones, ne? Pa hkrati tudi štorija, pač to je fantasy, to ni Game of Thrones. To je zgodba o junaku, ki potuje naokrog in ima dogodivščine in še par drugih, ki se pač njihove poti sekajo. In mislim, genialno pri tej zadevi mi je bil pač sem uporaba timelina, ker to dejstvo, da in Witcher in čarovnice lahko živijo nenavadno dolgo, potem nenadoma ugotoviš, da so eni zdaj otroci, pa kmalu so že stari, pa sem pa tja skače. In se mi je zdel ful dober dodatek k običajnem storytellingu. No, Sergej, ti si igral tudi špile. Kako se je kako je tebe, pač videli smo po družabnih omrežjih, zato smo te tudi povabili, da nisi razočaran? Ne, nisem razočaran. Pa posebej ga povabili tudi, če bi bil razočaran. Ja, ker pa bi mi bili navdušeni, pa je bil to ta kontrast. Ja, kontrast. Ja, zdaj prav nimamo kontrasta, logo imamo pri neimenovanem filmu. Ne bomo se vračali k temu. Tukaj ga nimamo, ker smo vsi, vsaj mislim, da smo vsi predvsej navdušeni. Meni se zdi, da je cool, da je drugačen in sicer se mi zdi ta Game of Thrones pa Witcher, kot ena dva oglata oklepaja v fantasyju, v predstavi fantasyja, ki je za masovno popularen žanr na televiziji, v filmih. Na koncu je recimo temu brutalni realizem Georgea Martina, na drugi pa je pravlični realizem Andrzeja Sapkowskega. Zdaj, bili so tudi drugi poskusi tega pravličnega vmes, če smo gledali Shannaro in tako naprej, ampak so bili malo preveč izumetničeni. A Shannara, to je ono, ko je bilo na MTV-u. Ja. Vsi kot bojo zdaj whippali out telefone. Gledali kot Dawson's Creek z nekimi magičnimi Tako. I gave it a chance, ni slabo, ampak je problem v predstavitvi, mislim, da je to tako, da vsi čakajo, da se bo nekdo resno lotil, z resnim denarjem, pa tako, kot sta se zdaj HBO pa Netflix. In vsi pa rečejo, ja, se to bi pa lahko mi naredili. Ja, se ste imeli šanso Shannara, zakaj niste naredili? Zakaj si niso resno lotili? Čeprav je ti Shannara zelo pravlična, pravlična. Zdaj, Witcher je pa pravlično realistični, pa lahko tudi o tem, kaj rečemo. Ampak nasplošno mi je bil res cool in čuden je čas, ko se človek veseli nečesa na televiziji, bolj kot v kinu. Ko so prišli starost pa tako, pa se rekel, se jaz bom Witcherja. Wow. Ne, zanimiv čas. Meni je predvsem všeč addendum k pluralnosti fantazijskega žanra na televiziji, tako si ti omenil. Mene je motil, da se je toliko primerjali z Game of Thrones, pa sem pričakoval to, ker isto je bilo pod Lord of the Rings, pa še marsikaj uspešnici na filmskem platnu, da se potem primerja s tem, to mora izgledati zdaj tako, ker so pač večina... Ker ni oporne točke. Točno to, nimaš sidrišča. Ampak jaz špilov nisem igral, sta pa brata igrala in vem nekaj malega o tem, sem pričakoval že zaradi tega po defaultu, da bo nekaj drugega, bolj ta, kako na temo rečemo, high fantasy sword and sorcery adventure, to sem bolj pričakoval, bolj sem pričakoval Conana, naprimer, kot Game of Thrones. Čeprav Conan je, bil Lord of the Rings bi rekel, Conan je low fantasy. Ja, se vem, nisem pričakoval tistega, ne vem. Ja, vem kaj si, bil tako, Wizards. Ja, Wizards, pa sorcery, pa to, ne. Zvišeno. In tudi naprimer v prvem delu te takoj kupi s tem, imaš hud fight scene, imaš neki love scene, imaš magic, tako imaš v fight scene, imaš magic uporabljen, čarobna bitja, mislim, vse imaš takoj v prvem delu. Ampak zelo grounded, ne? Ja, zelo grounded, takoj v prvem delu ti da jasno vedeti, mi se ne gremo Game of Thrones, to pustimo tamle poraženi o 7. pa 8. sezoni, mi se gremo tlej čiž drug šik. Ja, pa tudi pri Game of Thrones, prva sezona sploh, so se blazno trudili z
tem, da so ti razložili, kdo je, kaj, komu in kje si vedno. Tukaj pa ne. Tukaj pa niti v katerem času si, niti da se te stvari ne dogajajo hkrati ali kakorkoli, ti ni jasno in se sploh ne obadajo. Tukaj imam, pred parimi dnevi sem poslušal eno zadevo na YouTubu, ki me je malo bolj odprla okno do tega, do zdaj sem zgolj res primerjal ali pa iskal kontraste z drugimi fantazijskimi zadevami. Sem pa gledal, če slišal eno dobro foro, to je ekspresionistični pristop do fantazije. Zdaj pa zakaj? Lahko več povem po obnovi, ampak, ker naprimer v Game of Thrones imaš ti zelo realizem, neki kot ta politični realizem ali pa realizem na likih zgrajen in tako naprej. Tukaj imaš pa že v uporabi leče, svetlobe, v uporabi magika, tako na začetku, tako je dano vedeti, da se pa mi gremo tlele nekaj drugega, ne? In pa če mogoče malo bolj zakorenjeno v enih drugih zadevah, katerom bi jaz rekel ekspresionizem, pa mogoče malo bolj ločeno še, določeno z nekim goth nemškim ekspresionizmom mešano zadevo. Lahko kaj več po tem povem. Vizualno. Vsekakor. Že uporabljali, dobro, bom pa. Po glasi. Telekom. Ja, mogoče bi na tej točki pač povedali, da seveda, kot smo že omenili, Andrzej Sapkowski je avtor knjig, ki so išle kot serija The Witcher, in sicer je v njem 8 knjig zaenkrat, 2 zbirke kratkih zgodb, The Last Wish in Sword of Destiny, po katerih je tudi posneta prva sezona, pač povzema te zgodbe iz teh 2 knjig, potem je pa še, se pravi, 6 romanov, od katerih je eden roman zase, skratka zase stoji, ostali pa so nekako nadaljevanje. Zdaj ne vem, to je potem zaključena štorija, če sporazumem, oziroma ti stand-alone je prišel zadnji pred 7 leti, tako da domnevam, da mogoče zdaj še te posamezne samo pišejo kako. Ne, Sapkowski zdaj nekaj drugega piše, eno drugo historiko, zdaj ne vem, mislim, da je zdaj napisal, pa zdaj čaka na prevod v angleščino. Eno, tudi se ne veš kot tako, mislim, da nepravlično zadevo, ampak ne bi vedel, če zdaj Witcher ali še kaj piše, ampak lahko bi ga, ne. Nadaljuje pa zgodbo Špili, ne, čeprav pač za Sapkowski kao ne, ampak to je spet ena zgodba zase, ki jo lahko govorimo o odnosu s CD Projektom Red, ne. Skratka, po tej knjigah so nastale seveda zelo, zelo popularne igre, pri čemer se spet tudi o tem bomo še kaj povedali, malo zalomilo med avtorjem in razvijalci teh iger. In pa mogoče zdaj povem še ene notranje informacije, da Mladinska knjiga resno razmišlja o pač prevodu Witcherja, trenutno se išče prevajalci iz poljščine, ki bo pač to z originala vzel, in začelo se bo s kratkima zbirkama kratkih zgodb, ki so podlaga tudi za serijo, ne? Tako da v naslednjem letu naj bi 2 knjigi nekako šle. To so zdaj zaenkrat načrti, pač o katerih lahko nekaj povem. Sicer pa... Kje recipe? Ja. Takoj na vagonček skočili. Ja, v resnici je tako, da je urednica za fantasy, ki jo s Sergejem dobro poznava in jo pozdravljava zdaj, če posluša slučajno Darja, si že zdavno želela, midva sva že pred 2 letoma na Zagrebškem sejmu pač spraševala Hrvate, ki so že prevedli knjige, mislim, da ne še čisto vseh, ampak takrat so že bili kar globoko v njih, ki so tudi obljubljali, da ne bi avtor prišel na Hrvaško. Takrat so imeli neke načrte, ampak potem je Netflixova serija prišla vmes in je izgledala pač tudi toliko postal popularen, še bolj kot prej že, da je v resnici tudi ga Hrvati že več niso mogli dobiti, ampak že takrat je Mladinska knjiga o tem razmišljala, ampak trenutno je tako pri nas, da pač fantasy se ne prodaja tako dober, da bi pač lahko kar tako na DVA izdajali vse te knjige, ker tudi Sergej pove, ker zdaj Abercrombie bo letos končno išel in dopolnil pač sago, ki je tudi saga založništva, ne samo fantazija. Ja, že tudi v situaciji v knjigi počasi spominjajo na situacijo. Tako da situation. Skratka, serija pa tako, jaz zdaj ne nekaj blazno v resnici govoril, mislim, nekaj smo že povedali, skratka, serija zasleduje Geralta of Rivia, ki je Witcher, nekako noter v seriji zvemo, da je to lovec na pošasti, ki ga naredijo, nekako se prej prepoznajo v njem neke magične sposobnosti, potem pa to nekako iz njega potegnejo ven, naredijo ga. Ampak Xavier ga še ni našel, ne? Ne, tle, mislim, ni še bilo. Zdaj sem več izmedel. Ne, hočem reči, ni pa bilo prikazano še to. V resnici v seriji niso, nek so namigovali, pač kako ga je mama, ne vem, porodala. Veš potem to povedati, kaj v bistvu se zgodi?
kako To pa nastane? ne smeš spomniti, ne? Ja, no, mislim. Ne, pa tudi ne. Šans, Ne, mislim, da v seriji samo zvemo, da v Ne, bistvu ne, ne. od 10 2 preživita ta trial, ali ne, Ja, 3. to Ja, se ja. preživijo. Pa da jih ne, novih in- ne delajo več. In da oni, Novih ne delajo. ko mu dajo neki, on dobi Ja. te sposobnosti. Ne? Ja, Vprašanje je tako. pravo, zakaj jih ne delajo več. Aha. Ne? Ker so premočni, ne? Zato ker bo lahko en parti, drug parti zlorabil to. Ne? Skratka, Witcher obstaja izven tega. Oni so opazovali z teh razmer, ne? Ampak probajo skozi noter. Ne? Zdaj prav, vsi tri njega probajo. Ok, mogoče sem že mal naprej. skratka, in on je kaj imun na magijo, Ja, na nek način, razen pa če ga. čeprav z magijo so ga naredili, da je neimun na magijo. Okay? Okay. Okay, Ja, how does that work? Okay, sliši se sure. Tako cepivo. veš. logično. Ja, ja. Klice s klinom izbija. Tako. In ni avtist, mal. Ok, ta šala mogoče ni bila. Jaz podpiram cepljenje, se oprečujem, ljudje cepite se. Ampak ja, skratka, njegovo zgodbo nekako, potem imamo princeso Sintre, iz Ciri, ki zbeži pred zavojevalci. Njeno zgodbo opazujemo, kako pač Vesed beži. In ona tudi ima neke magic powers. Tako ja, to, Very special, to v very. seriji že hitro zvemo, ker je tudi njena mama imela, potem ko zvemo štorije njene mama mame. pa prava. Veš, moške naredijo, ženske pa so. Tako. Sam povem. In pa Jennifer iz Vengerberško Jennifer srečamo, ki je pa čarovnica, ki jo tudi naredijo. V resnici jo nekako tudi iz njene sposobnosti naredijo. In tudi, če sem prav razumel, Jo bolj mnoga izzurijo, človeka. kot naredijo. Ja, izurijo sem pol tudi, a veš. Jennifer je oboje. Ne? Ja. Witcher je tle, Siri je tle, Jennifer je pa oboje. Ne? Ja. Sam, veš, je zanimivo, kako je Sapkowski tako lepo. Veš, tako, zelo tako lepo naredil. Pa Jennifer je tudi v knjigah, ali ne? Dovolj. Seveda. Aha, ok. In v igrah ne pozabimo slavne bathtub scene. It's obscene. Ne, Jennifer je sicer v igrah, ampak če jaz prav razumem, nima pa backstoryja. Ne, nima, nikjer razen To v so seriji. pač omenjali, da je velika razlika, Aha, to je. so si izmislili To pa je posebej zelo za, velika, ja. za serijo. Zelo zanimivo. Ja, in skratka imamo 3 zgodbene niti, ki pač zdaj to je ta velik kvarnik, za 3 sekunde si pokrite ušesa. Te zgodbe niso iste, se ne dogajajo istočasno. Ja. In to je v resnici to. Zdaj sem včeraj spremljal, včeraj, no, zdaj relativno za vas je prejšnji teden, spremljal debato na Twitterju, kjer so ponovno opozarjali na eno zanimivo slovensko posebnost, kjer lahko delimo na nizanke in nadaljevanke. Skratka, za une, čeprav jaz mislim, da ta razlika niti ni v resnici tako terminološko resnično sprejeta, ampak nadaljevanka naj bi bila serija, ki nadaljuje zgodbo, kjer je zgodba razsekana na več delov, nanizanka pa naj bi bila pravzaprav več zgodb povezanih v neko Torej razlika celoto. CSI ali pa Tako je. Game of Thrones. Ali pa Game of Thrones. Ja. Ta in zanimivo pri Witcheru je mogoče, da je nekje na sredi. Ne? Skratka, imamo zgodbe, ki so vsaj na vides popolnoma nepovezane, ne? Čeprav na koncu se nekako, mislim, da čisto vse, mogoče ne čisto vse, no? Ampak imamo to, ala X-Files, Story of Monster of the Week, če bi seveda ne bi tega vsi pogledali na mah. Kot se ponovno reče binžanju po slovensko. Na mah. Ja, Gledanje to zdaj- na mah. Tako, vse je lepo. Ja, meni se tudi zelo dopadlo. Dolgo sem Zelo tukto in me je zelo razjezlo, ker se nekdo prej So spomnil. binžovci, kaj, mahovci. Tako. Mahovci. Tisti, vsi, ki binžajo, pač so mal mahnjeni. No in to je o seriji v resnici. Zdaj mogoče skočimo korak nazaj in spregovorimo nekaj o igrah. Z nami je seveda strokovnjak za igre, doktor igralogije. No, to obstaja. Ne. Prvi, da ne, nisem doktor. Edini doktorat mi je všel. Ti si zelo zanimivo vprašanje, mi dva se malo pogovarjala predtem in zelo zanimivo stvar si izpostavil, seveda, da pri igrah si ti narediš, se pravi, igra je, domnevam, da si v Witcherju prvoosebno špilje ali kako? Ne, tretji osebno. Tretji osebno, govorimo o ampak Ja. zmeraj si lahko, Witcher lahko zbiraš like med Ne, sabo. ne, si Witcher. Aha, si Witcher. Ja, no, ampak saj- seveda v igrah si ga ti narediš takega, kot je. Ne? Ne čist. Ti si Witcher, si Geralt in generally si tak, kot naj bi bil, ampak so nijanse. Ne moreš zdaj biti, ne vem, totalna budala, pa super, dobriče na to ne gre. Ne? Ja, Ampak
recimo ti, ko greš na quest, ne, imaš debato in na debati izbereš ta odgovor, polno odgovor, pa tretji odgovor. Ne, in to niansira tega Witchera. Lahko si bolj zajeben, pa manj zajeben, recimo, ne, na pamet rečeno. Ne. Zdaj ni to tvoj Witcher, ne, ker tudi ni avatar katerikoli. Ne. Recimo, če pogledamo škatlo, trojke, vsi skupaj, ne, je to Witcher. Ne. To je Geralt iz Špila, ki je by the way cool, ne sicer kot Henry Cavill, of course, ampak ne, he's pretty cool. Ne. In tega do določene mere sam narediš in tudi zato vse je role-playing game. Ne zdaj totalno, katerikoli kdor se že bodi, ampak se mi zdi, da je kar dosti nijans in mislim, vsak čas tistim, ki so naredili to, čeprav je Sapkowski ne mara tok. Pa zakaj ne mara? Če gremo na to. Že gremo na to? Ja. Okay. On ne mara Špilov na splošno, oziroma jih ni maral, ni jih tretiral kot neko resno izrazno sredstvo, kar je dosti tipično za neke bolj starejše, jaz sem pisatelj, to je to. To je prav, ok, boomer, variant. Okay. Ja, dejansko, mislim, to je brez veze. Dobro, jaz razumem, da ne mara, ampak problem je bil pri denarju, ni bil to. Ne, ti še pride. Prvi problem je to, da jih ni imel, resno oni so njemu pristopili že 2004, ali nekaj tajno so rekli, ti si Polak, mi smo Polaki, let's make something, in on tako, ja, dobro, daj mi tistih 10 evrov, koliko so dane. Itak niso imeli cache takrat, kaj dost. So mu dali cache in on rekel, ok, pobasel in šel, ki itak ni verjen, da bo kako z tega. Ne. In in the course of years se je to razvilo v res veliko franšizo, ki je dala njegovi knjižni seriji toliko poleta, da se je razširila Netflixova serija brez skrbi posledice popularnosti igr, nekaj. Ok, to je bilo jasno vsem razen njemu. Ja, on naj bi celo trdil, da naj bi igra zbijala, da naj bi to vplivalo negativno na prodajo. To ne vem. Nisem videl tega kvota. No. Mogoče nisem zdaj tukaj bešer od njega. Sem pa, vem pa, da je on bil tisti, ki je pač takrat vzel denar, pa je rekel, čak, vi ste pa ful zaslužili. Polski, mislim, se je res to. Po eni strani res, mislim, malo kompleksna situacija. Tle, ampak polski zakon, skratka, je tak, da če nekdo naredi isti za kar so prodali, naredi pol neproporcionalno veliko denarja iz tega, je on tisti, ki je to prodal za manj denarja, upravičen do ekstra denarja. In potem je rekel, čakaj, ste za milijon, da je to minimalno, ne. In potem so se prečkali, tam je to, da internet je to, boom in Twitter in tretje. Ampak zdaj so se zmenili, skratka, je dobil neki, ni dobil to, kot je hotel, in pač da vdal mir, ali pa celo, da bo neki sodeloval, to sem tudi nekaj zasledil, mislim, mogoče je raca šlo. Ampak skratka, ne da se je njegov attitude full spremenil, ampak je pač kot disgruntled old man v stilu, vse je kar v redu. Mogoče zdaj, ko ima gnar zadišel, pa neki dobo je. Zadišel, mislim, se je njegov, pa spet ni njegov. To je tist, zdaj, kje je zdaj, kje je tukaj najdvo. Jaz nisem ko bo rekel, pa ne. Dobro, mislim, v vsakem primeru od Netflixa dobo še to denarja znaš. Seveda, ne. Pa se, dobro sam. Ne vem, če mi on deluje tip, ki bo pa zdaj na Bahamih 3 otoke, pa to. In obenem je tudi tako, da v resnici se tudi Netflixova serija dosti referira na igro, ne sam pač ne more iti mimo igre. Ne gre mimo igre, ampak v bistvu večinoma gre, zato ker mislim, igre so po romanih. Ja, ampak vsaj v podobi, recimo. Hva pa vem, mogoče. A niso tok? Mislim, jaz sem pač bral, pa če nisem nikoli kral. Ti najdeš, če hočeš. Generally je dosti bolj tamna ta serija kot Špili. Vse je ta trojka je precej pisana igra, pravzaprav. Na splošno. Kaj pa Witcher igro razlikuje od drugih iger teh RPG-jev? Mislim, po čem izstopa tak najbolj? Po kulju enako seveda, ne. Nekaj posebnega, ker je naša, bom rekel, slovanska. Zelo tak feeling je kot pri nas, ko greš v hosto. Odličen. Resno. Skype recimo je nordijski feeling, občutek. V nekih japonskih. Ta je naša. To je slovanski občutek. Ne to. Ampak, ko ti greš v mesto, ko greš v vas, ko greš na planjavo, ko greš v to je zelo tako, kot pri nas bil, kot na Poljskem, Češkem, to. Veš, ta prostor, pošasti, dobro, spet niso tipične neke nordijske, ni gobljeno ono tretje, ampak so bolj naše tudi, jage babe pa to. Veš, take zadeve, zelo dobro, se pravi, razlikuje se po moje po tem, koliko res so oni to oddali. Ker lahko rečeš, se imamo ful Skyrimov. Ne, za mojim Skyrim imamo.
vsega skupaj toliko ambicioznih RPG-jev je po mojem 10, če. Fulnih podrobnosti, questov, ki se prepletajo gor pa dol, pa osebe, ki jih srečaš, pa jih po še enkrat srečaš nekaj druge, pa se lahko odločiš, tako pa so to. To je neverjetno, res, koliko enih zadev so tukaj noter dali. In še dve ogromni razširitvi naredili, in vse to, for one low price, zdaj na razprodajah za like 10 evrov, to je neverjetno. Ne dol padeš. Ja. In še zdaj špil zgleda perfektno. Aha, torej špila se pa na PC-ju, pa še na katerih drugih platformah? Ja, na PS4, na Xbox One, pa na Switchu. Na Switchu? Switcher. To vsako in tu je Switcher. Ja. Tako. Ja, neverjetno. Port je, ki je čist serviceable. Super. In lahko pač ste ultimativni geeki in greste po Ljubljani špilate Switcherja. Ja. Fino, skratka, tri izdaje, kako se reče pri igrah. Ja, nadgrajevane, enka je bila precej klanki, precej nerodna je bila, okorna, ampak vse je videl, da že neki, dvojka je bila že bolj tako oren, trojka je pa da šet, da pravo. Če trojka je Wild Hunter, kako že? Ja, Wild Hunter. Z katerega leta pa je trojka? 16. Aha, pa to je 15. 15, no. Ta je trenutno najbolj aktualna, ne? Neverjetno. To že 5 let. So planirane še nadaljevanja iger? Zdaj se pravim, Cyberpunk zdaj dela, ne verjamem, da bo kaj drugega dela zdaj. Ampak s časom, mogoče pa je en tim, ki dela. Ali sem to je tako, če hočeš narediti še več kot to, to moraš pa res imeti po moj 500 ljudi, pa 500 milijonov. No, pa se igračarska industrija, glede na to, koliko keša se noter vali, pa glede na to, kako radi izkoriščajo, pa odpuščajo. Ne, oni so drugače. Mislim, CD Projekt Red je nasplošno tako, niso tako Activision. Se mi zdi, da je kar vse, koliko jaz spremljam, pa bom rekel, da priznam, zelo površno. Vem, da so kar grozne zgodbe glede do tega, kako se te hiše obnašajo do svojih Ni to predvsem na ZDA vezano, pa na njihovo pomankanje. Južna Koreja, Japonska, vse isti šit. Ja, vem, ampak v Evropi imamo sindikate. To malo pomaga. Mislim, kranča se posod praktično, ne? Sem to tako je pri to ambiciozno. To je res grozljivo ambiciozna igra. To še lepo, kaj jih delaš. Če pojasnim, crunch je to, ko ti najameš te razvijalce, pa jih pol odpustiš tako. Ne, crunch je, da delaš preko običajnega delovnega časa. Aha, skratka, za daljšo periodo. Ampak ja, mislim, poanta tega je, čeprav razumem pač to, kar Mito tudi opozarja, da v tej industriji zelo pogosto najamejo te razvijalce in res dajo, da ful delajo, pa jih odpustijo masovno, ko je stvar končana. Mislim, ja, kukor kakšno. Ja, se pravim, zelo površno gledam. Spomnim se, en del je od Hasan Minhaja, ta Patriot Act, kjer govori o tem, ne vem, če si to gledal. Mislim, gre na to igračarsko industrijo, pa malo razloži in pač omeni, da je kar pogost pojav tega, da pač najamejo kopico ljudi, da rečemo Fortnite razvijajo neki add-on, pa ko je konc 18-mesečnega pogodbe, pa čao pero. Ja, sem se dal pogodbo, se to določi. Ne, se pravim. Pri filmski industriji je to standard, pa se noben ne buni. Razen pač, ne vem, raznih bizarnih politikov, kot ne vem, na Novi Zelandiji, ki so snemali Hobita in zdaj toliko denarja dajemo in kje bodo te službe čez 5 let? Ja, ne bo jih, ker bojo posneli Hobita, pa šli proč. Ampak to je normalno. Teh 5 let pa boste imeli en kup služb. Vse to. Ne, to je, mislim, zato je tako, ne, pri igrah se tudi še čem drugem si tako dobro, kot je bil to zadnji projekt dober, ne. Ni rečen, da bo naslednji uspešen, ne. In zdaj pač treba nekako na tehnico, da tudi unka vložijo, veš, ne, oni vložijo ogromne denarje tukaj, če recimo ta Witcher, jaz bi bil presenečen, če je koštal manj kot 80 do 100 milijonov, res bi bil presenečen. In to so res titari. V igračarski industriji se trenutno igračarski. Niso igrači, ampak gamerski. Se ne prepiram z njim, kar se tiče jezikovnih zadev. Ne, igračarska je lepša. Čeprav pa iz igrice. Pa smo tam nesene. Se itak več kaj še obrne kot Hollywood plus Bollywood? Ne vem, to so take. Neke cifre sem videl. Ja, ne, bistveno več se obrne tudi. Ne, to je kukor gledaš. No, odkaj je Candy Crush prišel v naše življenja. Recimo, da je
zelo veliko področje to. Ne. Ja. Podobno filmskemu. Ampak, ko je Spider-Man špil prišel ven na PlayStationu, je, mislim, da v prvem tednu prodal za več denarja, kot so bile vse kinokarte za vse Spider-Man filme. Ja, kinokarte je $10, ne pa je 60-70 bucks. To je pa razlika tle. Ne. Tako da na koncu dobiš, da se tudi vloži ogromno marketing. Mislim, primerljivo je, streči, da je primerljivo področje. Ni primerljivo spoštovano področje, ampak se je tudi samo krivo. Ampak, back to Witcher. Ja. Kje smo ostali? Predvsem ta za navezave se mi zdi zanimiva, torej, da v bistvu je nek, ki poznamo, ne, torej primere, rečemo temu filmske industrije, ki želiš zaštartati neko gamerski IP, pa so po večini faili in to orang. Tlej se mi pa zdi, da ja, imaš romansko podlago, ne? Torej knjižno podlago, ampak bodimo odkriti, ne? Se tukaj je bilo zaradi igračarjev, gamerjev, ki so, bom kar rešil v angliščini. Ne gre, sorry. Ampak vsebino so vzeli iz knjig, ne? Ja, vem, ja. Ja, so sami napisali, veš. In to je po tonu je zelo zanimivo, da ima ful podoben, pa spet nečist, kar je zame kot nova knjiga, ne? Veš, to je ogromno teksta noter. Ti je bilo sveže? Ja, zelo sveže. Ni tako mojstrsko, ker so pokovski zna pisati, ne? To je, angliški prevodi so brilliant, so full dobre. Slog je zelo lep, zgodbe so the best, meni so res hude, čeprav ima svoje perke on, ne? Sprav dropa like tako noter, kot bi jih spadalam, ne? Pa spet jih ni. Ok, kam je zdaj ta šel? Kje bi? Ne? Ok, tako kot v seriji, veš? Kaj plop, ne? Kaj? Aha, ok. A Stregobor, a ja, ti si pa že bil. Tem stilo, veš? Ja, pa kar nekaj se dogaja, pa ne veš, kje se kaj dogaja, ne? Ampak to je serija kar dobro povzela, bi se povzela. Mogoče so ga malo posnemali, se je bil tudi, je bil zraven, kot Martin pri Game of Thrones. Je bil. Ja, Sapkowski je bil tudi precej navdušen, kar vesel nad serijo, zelo pa je navdušen nad Henryjem Cavillom, ki ga primerja pač Cavillom. Cavillom, ki ga primerja z Vigom Mortensenom in njegovim Aragornom, skratka, da bo zdaj Cavill dejansko podoba Witcherja za zmeraj. No? Se je. Tako da zdaj lahko spet pridemo lepo k seriji. Vjedžmin, mislim, da je Witcher v originalu. Kako si rekel? Čarodejec. Jaz sem to mladinske knjige prodal za milijone. Joker je bil pa čarovnikar, smo se izmislili. Čarovnikar? Ok, gledajte, to se bom 2 milijona. Ja, 2 milijona. Sam povem. Ja, gledaj, jaz skratka ne bom prodajal. Jaz bom pa prodal veščer. Tega smo pa veščec, smo se mi pa še zmislili. Veščec pa veščar. Veščar. No, lepa. Še Igor Detik. Što 100 jurčkov pa tega, da bi pa Sranje veščar mi je bolj všeč. Na, vidiš. To je bil mic drop. Mic drop. Skratka, producirala je to Lauren Schmidt-Hisrich. In kaj smo? 20. decembra je bila skratka na Netflixu serija. Vsi smo jo pogledali in lahko zdaj skratka se lotimo serije. Meni je bilo zelo zanimivo, bral sem neke komentarje na internetu. Američani se malo pritožujejo, da imajo težka imena ljudje noter. Mislim, se tudi pritožujejo, da ni vse tako, kot bi moralo biti, pa da ne znajo odgonetnuti timeline. To je kar problem. What the fuck? Ja, sej Netflix je potem dal celo na Twitter neko časovnico. Čeprav pri čemer navodila za uporabo. Ampak jaz se res ne razumem. Ja, ne vem. Mislim se, a je res treba vse razumeti? Se sekaš, da ni istočasno. Je treba vse razumeti, pa ni treba, da je vse napladno, se lahko malo pomisliš. Ne, mislim, kar se meni zdelo pri tisti časovnici lušno je, da je zelo cool grafika. In se mi zdijo tak vizualne stvari, tak pri Mad Menih si imel en kup ljudi, ki so jih ponovadi fani naredili od tega, kak je layout njihove pisarne ali pa kaj takega. In tale grafika se mi je zdela zelo tak z tega stališča enega novinarstva, kako se reče temu, vizualnega podatkovnega novinarstva si mi je zdelo v redu. Ma ne vem, meni se zdi, na YouTubeu, mislim, da je kar dobro komentiral. Lejte,
Če pač verjamem, da ful vas gleda televizijo, pa zraven po telefonu štrkam. Če želite tako gledati, gledajte, samo Witcher ni tako narejen, bo se mogel malo bolj potruditi. Če gledaš katerokoli drugo serijo, dobiš dosti podobno doživetje, kot če Witcherja zauzeto gledaš. Kdo je za to? Ne, ampak je zanimivo, da je v bistvu, da gremo proti toku te takojšnje zadovoljenosti, ki danes mora biti. Takoj mora biti, instant gratification, takoj zdaj, vse hočemo zdaj. Ne? Ja, veš, pri 4. epizodi boš šele vedel, ja, veš, to pa. Meni se zdi mogoče to, veš, za princip, Netflixov princip, kjer ti rupne na glavo takoj 8 delov, ne, ali 9. Namah, seveda. Namah ti rupa. A veš, da se ja potrudi, da bo potem tisto, kar ti pa vržejo namah na glavo, ne toliko bolj kompleksno ali pa vse zanimivo, da se boš z njo ukvarjal del cajta, kot pa tisto za epizodično varianto na teden, ne, kot je HBO fura. Ne. Se mi zdi, da to pa že nujno pri tej obliki. Ne. No, mi se zdi, da ni argument za kritiko to, da je nekaj malo bolj kompleksno. Ja, meni se tudi zdi, da... Zakaj bi moral vse barno kodirati, pa napisati zraven, veš, Citra 1492. Ok, ne. A ni bil Magical, da sam ti to pogrunil? Ja, tudi. Before. Mislim, ne vem, mogoče je gimik, ne? Mogoče je gimik, ne? Ampak po drugi strani pa se pridoda, ne? Zato ker v bistvu moraš sam iz debat, iz pogovorov, iz klujev pogruntati, ne? To po mojem ni gimik, ne? To je dodana vrednost za me. Meni je bilo the best, res. V 6. epizodi sem bil že tako, fuck, je to. Vse mi je jasno. Cool. Takrat je bilo pa malo tako, ok. Vse, ne? Ampak so bile blazne kritike, to joj. Najžejeno je bilo sploh, ne, to se sploh ne znajdeš, brez veze 4, kaj? Ni bilo jasno. Kako se vam je igra zdela? Meni je bilo vrel. Meni je bilo super. Misliš, nastop? Ja. Igra igralcev. Jaz bral sem, da v bistvu Cavill je prišel za svojo idejo, kako bi ga rad igral. In da so pisci prišli zelo z neko literarno foro, ne, so tam začeli delati, pa gledajo njega, pa so videli, mi bomo mogli zelo drugače to narediti, ker koliko razumem, on Geralt v knjigah je kar gobezdač. Bolj kot tle. Ja, fuck. In da so zelo hitro prilagodili njegovemu stilu igre, tako da v bistvu, meni se zdela igra, to, ko je naredil, z tega lika se mi zdi zelo super. Tebe, a te moti? Na začetku se mi je zdel zelo cheesy in lesen, ampak pol ugotoviš, da tudi lik je tak in ga kar sprejmeš. Meni se je zdel tukaj pol, ko sem, ne vem, par delov pogledal boljš, kot mi je bil v Supermanu, recimo. Ne. Ampak se mi je zdel kar posrečen Superman, ampak vidim, da ima nekaj več talenta kot zgolj za Superman. Ja, meni po Tudorjih mi je zopet zanimivo, ker vmes vsakega dela mi je bilo samo pač ful mesa na kosteh, ki govori. Zdaj še več. Ki manj govori. Ja, ki manj govori. Mogoče je v tem njegov čara, veš, da manj govori. Ampak se tebi je bil on sci-fi všeč, v katerem je kaže ona stvar, kjer telesa, kjer se selijo iz telesa v telo. Stomni Cavill. Altered Carbon, misliš? A je Altered Carbon? Ne, tam je un šved. A ja, točno un je. Un je bil dober. Pustimo to reči. Meni je to. A veš, da je Ja, malo sem se A veš, da je Cavill full fan igre za to? Ja, vem. Da je iz igre prišlo to njegov fan in full težijo agento. Dej, kliči. Sej v bistvu je Superman se bolj malo odpovedal za to. Ker mislim, da je bilo nekaj planirano, da bi še mogoče delali kaj, ampak pač cel DC Warner je kar nekaj, ne? Ampak, mislim, da je še še ta njegov gib, kar nekaj, kar upleta. Jada, DC Warner. No, tako da je on kar tole vzel, ne glede na to, koliko mu je časa to vzelo, pa da mu je bilo jasno, da če bo se takoj lotili Supermana, da bo težko nazaj prišel, ne? Ja, lej, mogoče je izbral tisto, kar mu je bil kul, se roko na srce, a bi ti igral Supermana več kot par let. A ni bil zanimiv Geralt, no, mislim. Meni se zdi, no. Geralt, sorry. Tako da mislim, da je pametna odločitev z njegove strani, ne pa tudi mislim, da zdaj bojo nek
čist nov pristop, najbrž probali s Supermanom, čeprav še vedno zdaj pravijo, da je možno, da bi ga nazaj vzeli, ker je pa ne nazadnje on postal zdaj zaradi tega ful bolj hit in dement. Ma se je lahko oba. Ne, se meni Na builden je isto za oba. To je to. Tudi Superman lahko fuck reče vsak to. Druga alternativa za Supermana, ki ga zdaj omenjajo, je Michael B. Jordan, tako da bodo šli v čist drugo smer. Meni je igra bila v seriji super. Edino, kjer lahko jo pogrešam, je pri Ciri, ampak njena zgodba je bila tako narejena, da nisi mogli zdaj. A veš, ne, ona je prestrašena in beži. Ja, to, ja. Medtem ko Jennifer, naprimer, mega, bomba. Mislim, meni je ta, njena zgodba mi je še najbolj zanimiva, no? Ta, kako ne rečem, coming of age, mage, Coming of Mage. Ja, lepo. Pač njena zgodba mi je super. Najprej se mi je zdelo, še ena pretty girl, ki se ne pridrži kot pokveka, pa potem seveda postane prelesna in lepa. Samo ima kako ne rečem, obrazložitev, ima poteze, ima korenine za to, da je to, kar je. Lepo je to, da je še vedno pokveka. Tudi bomba zgledu, je še vedno pokveka. That's the point. To so zelo lepo. Witcher pa tudi, se zato sta pristala v... No, ok. Pristala je lepa metafora. Ja, lepa metafora. Skozi portal. Absolutno. Če kaj rabiš v fantasy literature, je pa to portal. A kaj rabimo? Portal. Ja, glej, pospeši zadeve, no. Ja, če rabiš. Ne vse tista hoja v Lord of the Rings pa tako. Ali pa v Game of Thrones, kjer gendri prav se imajo tam portale, nisi ugotovil. Kje? Zelo hitro pride na portale, ne? V Game of Thrones. Ja, vse mezinček. Kako pridejo z ladjo in vse. Portal moja, ne? Ja, vse smo razložili. Samo da nismo ga pokazali. Ja, lejte. Vse je kat, to je kat. Na montažnih tleh. Tako da ne vem, igra bila meni the best. Drugač meni se je ful dopadlo to, koliko je teh slovanske mitologije not vpletene. Sploh najbolj očitno je, po mojem, vsi otroci, ki gledajo Witcherja, bojo prepoznali Janček Ježek. To je pravljica. 4. epizoda je ta, kjer pride tist prosilec, ki mu je kralj obljubil. Zdaj Janček Ježek je bolj manj identično zgodbo, ima nek otrok je, ki se ga, ne vem, starši ga ne marajo, vse obstaja več različic. Načeloma ga starši ne marajo in se spremeni v ježka in živi sam v gozdu, oziroma dajo mu petelina, da gre in odjezdi na petelinu, kar se mi je vedno zdelo hudo. To je zanimivo, ker si danes omenil, ker nisem prepoznal tele štorije, pa če sem zelo slab v teh pravljicah. Sem pa šel potem pogooglati, what the fuck ti za meni razlagaš, neki ježek. Lučka ježek. Ja, pa sem se pa spomnil, Ahil in Psiha. Da ima podobne štartne točke. Vse večina mitologije je to prepletena. Je pa slovanska, mislim, varianta tudi ena. Ne? Mislim, da je zelo zakorenjena s tem podobo ježka. Ne? No in potem je pač prav isto, da se kralj oziroma grof kakorkoli zgubi v gozdu, on mu pomaga in reče, da prva stvar, ki jo zagleda, ko domov pride in on zagleda hčerke. Na kar še potem ponavadi so to 3 hčerke in se pregovarjajo, nočem ga ogabnje in po tretja reče, rešil mi je očeta, poročila se bom z njim in potem, ko se poročita in ga poljubi, se spremeni v čednega fantiča. Meni je predvsem, veš, to, ko si zelo feministična zgodba. To, ko si omenil ta slovanska fora, takoj z ušesi zastrigel, ko pač omeni Vukotlak. To pa res seda na plodna tla, veš, orang. Pol pa še tako, ker se ta del z Vukodlakom razvije seveda v del za štrigo, pa moja žena zraven, ki je pa delala glihkar ilustracije za bajke v Istri in Pohorju in imaš to Jaga Baba variante, neke pač čarovnice z obrnjenimi petami in štrige. Za štrigo z ušesi. Bravo, lepa. In je, v bistvu tako, všeč mi je, ker slišiš nekaj tako podobnega, tako si ti prej omenil, neka zakorenina v naš prostor, je zelo fina. Nam je to nekaj posebno, če me vprašaš. Ker stalno gledamo te nordijske. Game of Thrones je čist nordijske, zbravo angleško. Lord Snort, Wheel of Time. Pustimo Dalmacijo. Ne, občutek je tak. In stalno gledamo Lord of the Rings in tako. Vse je super, to so pa severnjaške zadeve. To je pa bolj naša. In ko si rekel, naše pravljice, te 3 hčerke,
vitezi, ki pridejo, pa hčere, pa uno, ne, pa grofje, pa jake babe, pa čarovnice v gozdu, ne, recimo, pa gost kot una ultimativna meja, nekaj groznega notr živi, ne. A veš, v špilih, recimo, ko greš v gost, si lahko pretty sure, da boš nekaj naleto, ne. Uleti en medved in si ne medved, ja, veš. Ne, ko je medo, ja, to mesto bo, ne boš. Ne, veš, in to je dejansko, ne, pri nas je bil medved, pa volk, to je najhujša zver, ne. Ne, ni kar tako. To ni samo umevno, ne. Tu v Witcherju je v bistvu kao ona Siri, ona ima tak močen moment za gozdom, ne. Ja, ki pokličejo gost, ja. Še te elfice, ne. Kaj so driade? Ja, driade. Kako bi to prevedel, ne? Kar driade sem. Kar driade. Ampak ja, nekaj vrste. Ja, teh biti gozdnih, vile. Mislim, mene vile. Ja. Smo v gozdu tudi vile, ne. Ko ste opazili tam, kako se je ton spremenil zelo drugače, ne. Prej je bil tak mrki satenast feeling, ne, pa kar naenkrat full barov, pa svetlobe, pa levo, desno, veš, tiste vile. Razen del, ne. Ja. Drugi feeling, ne. Ampak v gozdu. V gozdu, ja. Je razen del v gozdu, ne, če si opazil. Razen del je tam na Stotočju, pa je tako v bistvu taka dolina polno. Tukaj je pa prav gost. Ko bo šel za dosti daleč v nevarnost, boš naletel na nekaj lepega. To je to. Razen del, jaz sem na Vindgarju, veš. Ja, ti se na Vindgarju, na Hobbita. Ok, pač ne, vse isto. Vse isto. Ti se kraj isti. Ja, in kraj je še zmeraj isti. Ja. Druga. Kaj smo še? Jaz sem tudi hotel, Igor je tudi dal v scenarij noter in tudi jaz, meni je bila zelo všeč Tisaja, ki jo igra Majana. Po mojem, da je Majana, ker je... Majana Buring. Super igralka, drugače Švedinja. Majana Buring. Majana Buring. Ki mi je ko padla že v Ripper Streetu, ker je bila res odlična. Tako da in se mi zdi, da tle tudi... V Kill Listu, ki je film Bena Whitleya in če ga ne poznate in ste fani tega podcasta, ful priporočam zato, ker je film, ki menja žanr, tako da ne veš, kaj se dogaja. Cel cajt te lovi na tem, da nikoli ne veš, v katerem žanru si in ona zelo v redu igra. Če so do sem poslušali, so gotovo fani podcast. Jaz mislim, da zaradi snetja, ne bo to niso poslušali tega podcasta. Zato se skozi oglašal. Skratka, kar je mene tudi mogoče, malo se mi zdi, da je zelo fino, ali pa fino, kar je mogoče odbilo, ker so Game of Thrones tle iskali, je, da mogoče res ni tak realizem, ne vem, v kostumih, v scenografiji, ali kako bi se rekel, v vsem tem. V MVP-u, torej Bardu, ne, ki poje. Mislim, to on poje tam en rok komad, niti ne trudijo se. V Game of Thrones so sicer dali National, da naredijo pol cover komada, ampak tisto so pol med credits na koncu predvajali. Tisto, kar se pa je pelo in igralo znotraj serije, pa je bilo čist nekaj takega, kar bi takrat odigrali. Ne? Ja, zelo ljudsko, realistično. Tako folklorni elementi. In vsemu gre čist izven tega. Ne? In to se mi je ful dopadlo, ker tam, ko on začne pet, pa ko začuješ musko, ti je jasno, da glej, on je tudi pač neko magično bitje tu prav zares. Meni se zdi, da so se res potrudili, da so na večjih nivojih skušali iskati razlike z obstoječim fantasy žanrom, ki je bil že poprizorjen. Dobro, zraven tega, da mi je kamera ful drugačna, ne, pa ta muska, ne, zdaj, je tudi, a veš, Game of Thrones je dinastija v srednjem veku, naprimer, ne, pač tak, zelo Santa Barbara v srednjem veku varianta, ne, pač se to je folko, to je sedlo, to je meni sedlo, ne, naprimer, pač ta političen bla bla, levo desno, sem pa pogrešal Magic, jaz imam rad fantasy tudi zaradi Magica, ne, rad, ne, seveda. Kar imaš, ne. Ja, tle pa je a veš, tle pa je bilo to takoj, ne, pa mogoče malo pogrešam, zdaj pač neke politične intrige, pa koliko razumem, to pride, ne, kasneje v knjigih, mislim v romanih je to malo bolj zakorenjeno, ne, tukaj imaš zdaj, kamor to moramo podariti, to je po kratkih zgodbah narejeno in je tudi ta epizodičnost posledica tega, ne, da se potem zna razviti, ne vem, kaj bojo naredili, ampak se zna razviti v nekaj več, ne, mogoče bo takrat tem GOT fanbojem bolj sedlo, kot je pač tole, ampak meni osebno je bilo pa takoj na začetku dano vedeti, to je ful neki drugač in mi je bilo takoj zakon, takoj mega.
V Game of Thrones pač, ja, meni je bila to vedno lahko limonada s Santa Barbara varianta. Vse v prvih sezonah. No, ampak imel si kala drogote. Tukaj je zelo lepo, ne, v bistvu, če si opazil. Ne. V bistvu je seks v Game of Thrones je zelo brutalen. Medtem ko tle, med Renfri pa med Geraltom, ne, pa med Yennefer pa med Geralt, pa ni. Ne. Je dosti bolj pristen, vse me se zdi, ne, tam je pa kar drogo, I will... This is telling that mounts the world, ok? In tako, ne. Pa tudi ta, recimo, Game of Thrones, vse svoje brutalnosti, je ful spolirana zadeva. In to že na začetku vidiš, ne, špica v nulo vse, uno v tem, tako, orkester to, ne, tle, v bistvu nekaj cviljenje, kričanje, neke pipe, neke, ne, veš, tako, kaj, ne, in je čist drug film, čist drug občutek. Tako da tudi tle so iskali. Jaz mislim, da ja. Mogoče. Jaz mislim, ker sound design je nekako zelo tak over the top rahlo, veš. Mislim, tudi s tem bardom, to itak relik že takšno. Ne, tudi sound design, ker njihova vodna špica, se to ne mora spomniti, ker je taka bizarka, razumeš. Samo vem, da so neke pipe tam, pa, veš. Pa en znak. Ja, dude, glede na backpipesa, veš, to ima zmata. To mora biti nekaj polno. Ja, ne, neki weird je. Ne, te znaki na začetku pač imaš vsak epizodi enega, pa v zadnji se združijo. No, to je tudi zelo simetrije. To mi je všeč pri Sapkowskem, ker to je vse Sapkowskega, da ima simetrijo. Simetrijo likov, simetrijo poant, da veš vsak je nekaj reprezentiran, pa te se skupaj in so narazen. Zelo lepo. Zelo lepo, res. Ja, jaz imam vprašanje glede zgodbe naprej. Ne? Torej, tukaj, to je posneto po teh kratkih zgodbah in zato tudi pač tale epizodičnost. Kam zgodba nekako brodli pelje naprej? Tele isti liki so, ali še več likov ful pride? Ne, se rekel drop in drop out, ne? Čeprav Yennefer, pa Ciri, pa Geralt so cornerstones. Ja. Zelo se razširi ta leča, ne? Ta leča postane fisheye, recimo temu, wide angle, rekel vse, ne? Pogruntaš, da je ta kontinent kao sveta, ne? Kar je tudi v redu, da imamo zdaj črne, pa azijate, pa ono, ne? Ker je v bistvu svet, ne? In zdaj se ta politična komponenta se začne ful krepiti, ne. Ta država proti Uniji, ta interes proti Uniji, Game of Thrones, ne. V bistvu rata Game of Thrones, ne. Ampak na drugačen način. Feeling je drugačen, ne. Še zmeraj pehanje, ne, Nilfgaard, ja, proti Sitri, pa Uno, pa tretje, pa kdo so zdaj bad guys, pa pogledaš, da spet so tok bad guys, ne, ker tudi Game of Thrones niso bad guys, vsi lene stari, recimo, ampak pač, je treba, ne, pa tako naprej. To, ne, rata ta Game of Thrones, ne, v narekovaju, ne, ful več je tega, ne. Ampak magija tudi ostane, kako... Vse. Ja, valjda. Ampak ni tako, da bi bil nek evil doer ala Sauron. Ne, čak. Ok, zdaj tega sploh ne smem spoilati. Jaz samo gledam naslovke od špilov pa plakante, vedno je en kekt tamle z neko krono. To je Wild Hunt. Wild Hunt, ki ga tudi omenjajo že v tem, ampak to so magične zadeve. Aha, ok. Ki so iz pripovedk oziroma negend slovanskih. Ker ta Wild Hunt je čisti ta slovanski mitološki prestavek, rekel temu. Zdaj se pravi, v špilu je pa Špili so to pelali naprej, ampak Sapkowski pravi, da to niso njegovi, ne? Ampak mora biti njegovi, ker to je edino pravo. Na pol se strinjam, seveda je njegov izdelek, ampak do zdaj ni rekel, da to ne bilo zdaj prav cool. Samo prav, da bi on najbolj še hotel reči, da če bi on to pisal, bi boš napisal. A ja, ok. Ja, itak da bi. Sam bi bile knjige, ne igre. To je to. Veš pa zelo politično postane serija. Se je bila že zdaj v bistvu. Če pogledaš ta Council of Mages, pa kdo vleče niti iz ozadja, pa kje so tukaj te nevralgične točke, to je zelo politično vse. Sporočila so politično v bistvu. Sam to se še okrepi, ampak zmeraj pa Geralt ni, vse je zanimivo, Geralt ni instigator, ki bi se okoli njega svet vrtel, ampak samo v določenih situacijah pride v situacijo, da jo zmeša, pospeši, pa spet ven. Pa spet druge pa spet opozovalcu v bistvu, vidiš, da nekaj dogaja, ne bom zdaj prišel pa sitro rešil, Pereš, ni v tem fora, on bo prišel, nekaj naredil, pa spet ven šel, ampak to sta ve Siri, je pa zmeraj v ozadju, da bo pa
svet preživel zaradi tega. Ne, če gre za to, da bo zdaj vulkanska erupcija, pa bo grozni bog prišel. A veš, ne? Ni samo to forma. Samo v seriji se non-stop ponavlja ena in ista beseda. Destiny, ne? Destiny. What the fuck is Destiny? Ja, povej, ne? Kaj pa misliš, da je Destiny? Mislim, to je kot neka velika osoda, mislim, dobesedno prevedena osoda, da pač, ko ti enkrat daš neko obljubo, da ta obljuba je, ne vem, sveta in ne moreš je prekiniti, ali prelomiti, ali whatever. Jaz sem tako razumel, ne da je zdaj nek bog, ampak mogoče nek zakon v tem svetu, fantasy svetu, ki je... Svetu vladajo zakoni, ne? In če daš, moraš dobiti magija, ne? Če vzameš, moraš dati. To je fantastično narediti, to je ful dobro. Tudi Tolkien ni tako dobro naredil. Ker tam je bilo v bistvu, Sauron ima moč, pa ok, cool. Common man gre, you cannot pass mislim, več ali manj, ne. Je to, ne. Pač od nekje izvira, mi smo bili prabitja, mi smo cool, imamo magijo. Ok, let's do it, ne. Tukaj pa ni, ne. Kdorkoli ima lahko magijo, pač, če kanalizira to, ne, če vsaj mal nadarjen za to, ampak, ne, kaj moraš plačati za to, to je pa druga stvar, ne. In to je zelo lep moment. To so pa res pravlični elementi. Zelo bazira na pravlični, ker posebej pravljice, posebej pač slovanske oziroma evropske, so zelo na besedi. Skratka, če ti daš besedo, je to enako zavezujoče, ni pač kasneje se v to mešajo bogovi ali pa bog, no, pač, ker pride ti krščanski elementi, ampak v resnici je beseda pač tebe zavezovala z nekim. Beseda je magična, ne? V besedi je magija sama po sebi. Je bila beseda. Tako je. In Duh Božji je vedno to. Tako. In zato je pač ta usoda, in zato je pač ki reče, ta prva stvar, ne, je moja, ne. Tle se tudi Geralt, pač, ki ga prisilijo v to, pač zafrkne, ne. S tem, ki reče, ok, pač, pa daj mi prvo stvar spet. Ne, sepel mi je ful zabavno v 8. delu, kjer oni reče, ne morem ti povrniti tega, da si mi rešil življenje, ampak prva stvar, ki pridemo domov, je pač spet Cirila. To se mi je zdaj zelo tak lušen dodatek. Pa kul je, ko se zmeraj to kad zmota, to mi je kul prgavati, tak antihero je tip, ne. Ono, kaj me briga, ne, ok, pa ono, lej, pa ono, ne da se mi, ali pa bom naredil, fuck. To je dobro, ta tip mi je res starski in kogar ga je Cavill upodobil, mi je perfektno, res. Perfektno ga je upodobil, čeprav je v knjigah drugačen, tako kako Conan, recimo, ne, Schwarzenegger Conan ni iz knjig, ne, niti približno, tam človeka, vel je tat, fighter in to, ne, ampak če ni boljši ta, no. Ja, seveda, no, po mojem tam se vidi Schwarzenegger je spregovoril par besed scenarija, pa se vidi tako, zelo ti bomo zrezali. Tako je, zelo ti bomo zrezali. Iz nekega razloga ne bomo tako vedeli. Mogoče so rekli, kar začetku, koliko se naučil akvilonščina, veš? Je tudi čope. Ne, cool je, super ga je Cavill. No, ampak kaj, daj mi povej, kaj, spoili, kva je Destiny? Ne vem, se pravim. Pa ni v knjigah? Pa nisem vsega prebral. Okay. Nisem vsega do nule. Kaj pa je v špilih? Ne vem, če je Destiny prav. A ni? Ne, toliko. Ta boj z Wild Hunt, koliko imaš Siri, to. Mislim, on ima drugače nižo, ne? Se pol spomni šele, v tretjem špilu se spomni šele sploh, da ko je bilo v enki, se neče spomni, ne? Je čist blank state, so tako rešili, ne? In da je malo roleplay, to, ne? Pa tudi, da ni treba da počas feedamo to informacije, da ni prisiljeno, pa kako zdaj se on to je, kako zdaj, kam boš govoril, kaj je. V trojki je bil ta odnos Siri pa z Jennifer, predvsem Siri, pa ta Wild Hunt, z njimi ta antagonizem, Tobal. Zdaj ne gre toliko ful, po moje bo serija presegla igre v kako široko so vrgli mrežo, po širini zamaha, s časoma. In ko mi čakam, da bo. Smo vsi tako do 2021. 21, ne? Ja, zdaj druga sezona pride v 21. 9 delov so spet naročili. Smešni, dajo ven prvo sezono, pa reče, drugo smo zdaj potrdili. Aha, kaj se? Ok, jaz sem še imel vprašanje, kaj je z Renfri. Tam na začetku se pojavi, ful je super lik in čap. Nije več. Drop in drop out. Ja, mislim, še bo kaj? Mislim, je v knjigah, kaj takega ne je bila.
To kompletno čavo. Ja, mogoče bo prišlo nazaj, kad jedi master. No one really dies here. Jada. Problem, ja. Velika jada. Problem, velika jada. No. Ne, mislim, da Renfri, kljub vsem, vsi bi radi, da bi romance še trajala, ne, tukaj je Yennefer. Ne. Jaz mislim, da Yennefer je bila ta glavni lik za Geralta. Ja, Renfri se mi zdi, da je bila samo pomembna za tisto njegovo, da nekako Witcherja probaš locirati, ali pa vse Geralta, no, kako tako reče, there is no greater or lesser evil, kao vse je isti shit, ali kako že reče, ne vem. Pa ni pošasti, mi delamo, pa ne more se za odločiti med njim. Ne, Renfri ni dosti pošasti. Ja. Yennefer je dosti pošast, to bo še videl. Ne, sem v 6. delu, kjerem, ko se grejo na onega zmaja, na jajce, ali kva, on reče... To je najbolj čuden del, ja. Ja, vem, ampak ne, tam je en lep stavek, se ne boji zmaja, pa rekel, se bolj bojim moje. Meni je tam bilo najbolj, ko Bard peca one dve, pa reče, da one dve sta z njim, ne? Because he's the most beautiful. Veš, kjer je lik mi je pa v tistem delu zelo všeč, glup vitec. Ja, glup vitec. Ker je taki joke narejen iz tega kao high fantasy tropa, ne, kao ne, for king and glory, pa v bistvu pokonča neko kuro tam ali nekaj, mislim, eno zbogo žval, malo bolj inteligentno. Ja, ampak, what the fuck, in umre. Pod grižjo. Ne, ubijajo ga. Ubijajo ga. Grižjo ga je pripravila k smrti. Mislim, še kar grda smrt. Taka razen podjamski. Podjamski, ne podjamski. Ja, meni tudi, pa moram priznati, da meni je bil zelo všeč zadnji del, v katerem dobimo pač to bitko. Jaz moram reči, da recimo, kolikor pač mi je bila všeč Game of Thrones bitke, ker so realistične, pa spet niso, ne, vsaka ima neke čudne momente. Pivo malo vplivalo. Ima neke čudne momente, ki so pač čist butasti. Uporabimo konjenico na izjemno nov način. Pa se ne gre za to tudi, ne vem, se sem, ampak všeč mi je bilo v tej bitki, ker je pač magija, kako je komponirana v bitko. To se mi zdelo, da recimo v Game of Thrones pač tudi v oni bitki proti White Walkerjem, ona pride in prižge in meče, Red Witch. Ja, in tudi nič ne mi ne koristi, razen da jih oni vidijo še boljše. Vi ste samo poveličam farece. Ja, in to je to. V resnici pol ona nič ne naredi do konca, ker pač gre umret iz nekega pač razloga, ker ga še danes ne razumem posem. Ja, zmanjkalo benzina. Duracell baterije so šle. Skratka, bitka zadnja se mi je tudi zdela zelo redno. In se pač vidi, koliko ne rabiš, a veš, production value, da res ne rabi zmetati vsega denarja, vsak problem, ampak lahko narediš. Ki meglo naredi in pol ne vidiš ostalih vojakov. Ja. To je tako bogo, no, mislim. Od prvega dela naprej, ko sem fajta z tistimi Renfrijevimi zaslepljenci, ali kako ne reče, ki jih je tako začarala, ki jih samo porine stran, veš, force push, veš, to je dovolj, to mi daj stari, Star Wars je itak s čarovniki v vesolju, ne. Samo oni so real mages, ne, veš, on je samo, v bistvu on ima samo par spelčkov, ne. Da mu pomagajo. Ja, on non-stop neki žlampa, ne? On non-stop neki žlampa. Ja, Red Bull zanimivo. Vidiš, kaj je to ne razložijo. Red Bull? Ne, potions, ne? On se vidiš, kad nabira zelišča. Za neki dela, na zel. Tako. To je zelo naše, ne? Ja, jaz sem pa mislil, da afrodizija. Ja, tudi mogoče. Mogoče se je ona, zdaj bo prišla Renfri. Renfri. Čak sem to spil. Ne, pokaži mi v drugem fantasyju, kje imaš junaka, vsaj v tem, pač recimo, severnjaško-nordijskem, ki mora nekaj spiti, nekaj, kar je z rožce naredil. Zdaj, on ima rožce, pehta uno, lej, tudi spet nekaj nažijo. Ja. Gledal sem en Lord of the Rings spoof, kjer je bil na mesto Gandalfa Smirnov. On je dospel. Dobro. Da se Gandalf zdravil na zel, veš, to je ono. Če je zdaj pač skrompirja. Če jaz prav razumem, iz knjig pa je špilo, on mora te pošena, da sploh dobi neke sposobnosti, da se lahko ojača se. On sam po sebi je že mutated motherfucker, ne. Ampak, če pa še to spije, ne, s strigom mu ne bi šlo prav dobro. Ne bi šlo, ne. Ja, ker v to strigo je par hudih scen noter, da on se, ne vem, kao bolj trd je, da tako rečem, ko preživi udarce, pa lahko odrine, ne? Pa mu pa zmanjka, ne? Ja. Zmanjka mu fuela, ne? Veš, ni uno tako, ne vem, I call upon the magic of the gods, in bolje forever in fireball in konc. Ne, ti spije, 15 minut, ne vem, koliko, zdaj to naredim, ne, zdaj, pa mu pa zmanjka, šit, ne.
Ja, se to je bilo, mislim, da zelo dobro prikazano, noter, ker pač reče, fuck, ne, ja, se reče, do jutra se mogo fajtati, pa hitro odpere, pa ne neki do... Črni oči, ok, gremo. Na koncu se pa v krstu skrije, pa še dober prizor je, ona striga toče po tistem pokrovu krstov, pa se z magicom zapre noter, ne, kao, ok, dajmo to malo pokinkati tle. Ne, kul je, tak cinik je, to mi všeč, inteligentni ljudje so doska cinike, ne, obrambo pred neumnim, debilnim svetom, ne, in on je prav res ultimat cinik, ne, prav tako, ja, ok. Ja, bomo mi zdaj... Okay, prav. Mislim, predvsem to je ta uporaba magika, koliko dodaja to na te pluralnosti temu žanru, da folk vse vidi, pa da reče, kao ne rabi biti zdaj pač, ne vem, Jon Snow, ki kar tak v 6. sezoni, zdaj skoči v luft, ne? Ja, živo. Pa se tudi ne rabiš tega razlagati, samo pokaže takoj, da to del tega sveta in da pač bo to ok s tem, ne? Ne, se bi, vse je zanimivo, lahko bi resurrektor ljudi, sam cena, ki bi jo moral plačati, za to, pa ne bila fajn, ne? Ker že to, da moraš, ne vem, za neke portale odpirati cela pizdarja, da moraš prej to narediš. To se mi zdi, da so bili kar ekonomični v tem, kako so hitro pokazali, kako Magic pri njih deluje. Ne? Ja, zelo. Edino ne štekam še zakaj v Alte, kak je že tale stolp, Alte... Ja. Mera. Ja. Alte, no, whatever. Zakaj one tri... Ja. Zakaj one tri... Jegulje. Ja, to je. Žrtve so, ne? Žrtve, ampak to napaja. Prostovoljne. Ja, to napaja. Ja, zanimivo, mislim, zelo dober element. Ne, se pravi, mi nismo Jennifer, ne, mi nismo... Ko prime tisto rožo, pa čare... Ja, kao daš nekaj do to, ampak Ola Tisa reče, ne, da v bistvu kao one so tle, da napajajo... Električne jegulje. Ja, da napajajo... Ja, tako, ne. Zdi se mi, da pol potem nekako, ko se pogovarjajo o elfih, ne, torej vilincih v temu svetu, ki so odrinjeni na rob, pa podjarni, ker bili ta Filevander reče, da v bistvu kao še magijo ste skorumpirali, pa Mogelt nazaj prebije, ja, mogoče pa samo pač kaos drugačen, ne. Pa da ste se vi niste prilagodili, ne. Ne, sem imaš veliko vektorjev, imaš veliko stopnih točk, se lahko tudi sam razlagaš stvari, ne, letko je. To mi je všeč, da ti ravno da dovolj zaglodati, pa... Ja, ta element z jeguljem je bil, mislim, dobro, okay, mogoče je malo tako, mogoče malo na prvo žogo, ampak punce, ki niso Jennifer, ne, so pa drugač v narekovajih uporabne, ne, in vidiš tudi v bistvu, kaj vse, koliko moraš biti pokvarjen, če ne pokvarjen, ne, ampak pripravljen na žrtve, ko vladaš v narekovajih, ne. A veš, kaj vse moraš to narediti v bistvu in kaj te to stane, se vidiš, kakšna je tisala, ne, zelo, mislim... No, odpovejo se tudi rodnosti, ali kako bi se rekel, zato da postanejo in so v bistvu zelo zagrenjeni, črnikavi. Pri tisti sceni izpraznjeni. Ona je ful dobro igra. Pri tisti sceni z jeguljami mi je bilo najbolj genialno, kako pride Jennifer noter, pa je tisala, da metlo, da pomete oni not. Imaš prav one čarovnice, si imaš metlo. Zdaj pa to prva stvar. Na klek fol gremo. Kick is delivery service. Ne, tisala je super, res mi je dobro. Samo, če pa gre za širšo geopolitiko, ki najbrž bo potem v naslednjih sezonah bolj razloženo, torej ko vem, da tu, jaz sem bral potem na te wiki, Witcher, whatever, za to, ne? Wikija, da torej imaš neki Clash of the Spheres, da humansi pridajo v ta svet, kjer so elfi, vilinci, jih zavojujejo, dobijo svoje kraljestva, zdaj pa kar naenkrat iz juga, ne, to je za full preskok, pa pride ta Nilfgaard, to so pa kao neki... So to že skozi iz juga, da. Skozi juga. Ja, oni so nacistična Nemčija. Ja, tako so vsi črno oblečeni, pa to, ne. Ampak oni za razliko od ostalih teh severnih kraljestev, ne, uporabljajo magijo zelo drugače, oni se skurijo do konca. Ja, zanimivo. V zdaj zadnji bitki, naprimer, nimajo teh nekih regulatorjev, da tako rečem. Ja, oni so brez omejitev, ampak spet ne moreš reči, they're the bad guy. Ne vem, a veš, kaos, oziroma je se dal uporabljati različne načine, ne, in do zdaj prav, da pa naši, kaj je že ta, stregobori, ne, naredijo svoj privatni raj, bom rekel temu, ne, a je to pa zdaj cool način, a veš, ne, a oni so pa fajn noter, a veš, a to je zdaj kaj bolj cool, kot oni, ne bi rekel, ne, a veš, pa zakaj bi bila Sintra zdaj super fajn kraljestvo, ne. Mi smo samo mogoče tako dojeli kot super fajn. Ja, zdi se mi, da so se malo poigrali s tem nekim klasičnim tropom, kao, tle imaš kraljico, ki je bojevnica, ki
Ono levo, desno. Je pa ful dobro, kaj je babica pri 40, genialno. Ja. Ful dobro, to je bilo ono, ker je res bilo tako, ne. Pri 15 spunce otroke, pri 25 je že tam, pri 40 je že babica, če je že živa, ne. Genialno dobro, ne. Pa to, če smo že pri temu, ne, to je v prvem delu že rečeno, ko imata oni dve tisto, mislim, žurko, ali kaj imajo, pa ona reče, ja pa babi, se si ti že pri 15 letih, bla bla, nekaj levo desno, Renfri takoj v naslednji sceni, kao, ja, tako, to je isto kot bla bla, takrat, ko je že ona, veš, že takrat veš, kva se dogaja. Ne, ampak se mi zdi, da je Američane dodatno rkalo to, no, da pač imajo tak precej liberalen odnos do vsega, ne, tak realističen, ne, recimo, ta malo seri probajo v bistvu uturi tulmu, ne, da se poročajo, ta mala je stara, koliko je stara, 13 let. Ja, nekje mora biti. A veš, to se zadeva v Ameriki, da je za no. Pri nas je tako, ja, itak, ne. V Evropi je tako, ja, okej. Veš, tam ful so bili puritanski, a veš, so stvari, zanimivo, da je Netflix kot ameriška mreža, ne, da ni šel proti temu, ne. Da so rekli, ja, okej. Mislim, ful teh stvari spustijo skozi Netflix. Ja, ne, cool, ne ugledno. The best. Ja, ker se počasi se bližamo. Rad bi samo še to rekel, prej sem samo na hitro omenil vizualije. Vizualije, ne pozajmo na vizualije, ker to je 50% tega, kar vidimo. Ne? Ja. Mislim, da je kaj 100% tega, kar vidimo. Vizualije so 100% tega, kar vidimo. Kar smo doživeli. To pa je drugače. V primerjavi z zelo realistično zakorenjenim Game of Thrones ali pa Lordom, ne, ki dobro, imaš tukaj že pristop na fotografskem načinu, mislim na fotografski levelu, zelo drugače. Leče so na obrobi, če ste opazili, se zelo krivijo in je zamegleno. V bistvu je namenoma tako narejeno, da te vrže v nek fantasy noter. Včasih imaš ene luči noter, kot prej on gost, ki smo omenili z Driadom, ne, so ene luči noter, ki noben reče, kao, ja, to pa ne, neka kresnička tele v pičku materno, pač samo svetlo je, samo kar nek magic je, a veš, kar sorry. Hoče povedati, da v bistvu moram ful moram pohvaliti ta pristop na vizualni ravni, da so se šli nekaj originalnega, pa nekaj samo svojega, pa zelo in tune z tem, kaj so hoteli sporočiti preko žanra, ki so ga šele začeli ali pa želeli spostaviti. Ne? Da kao, mi nismo to, mi smo nekaj to. In da so tudi preko fotografije to dosti dobro podali skozi. Zdaj ne bom šel preč v detajle, ki bi lahko omenil malo nemški ekspresionizem, ki se predvsem gre na to, da pač ja, letimo nam fukal malo morje zadev, s katerimi se ne rabiš obadati racionalno, kaj so, ne? Ali zakaj tako izgledajo. Važno je samo, kaj ti povzročajo, torej kako ti čutiš do njih. Tudi pri arhitekturi se to opazi, pa pri ne samo arhitekturi stavb, ampak temu, kak se gibljajo, v kateri smeri grejo in kdaj je klaustrofobija, kdaj je odprt prostor. To je zelo vredno. To mi je zelo drugače od tega, kar smo videli do zdaj v ekranizaciji fantasy žanrov. Tako da mislim, že zaradi tega se mi zdi dosti dober pa pomemben mejnik. Zakaj bi bil Game of Thrones ali zakaj bi bil Jackson, ne, recimo. To je to, ne, če kdo pričakoval, žal, ne, ampak hvala Bogu, da ni to Game of Thrones, ni bilo 8 sezon, 8 let dovolj Game of Thrones. Mislim, prihaja ven, mislim, zdaj imaš Wheel of Time za ovinkom, pa Lord of the Rings, The Second Age, whatever, ne, pa če za ovinkom. In to me zanima, ne, v katero smer bojo šli, ali se bojo vrnili nazaj v ta realizem, ali mogoče sem dobil malo navdihat lele. Niso ga mogli tukaj dobiti, zato ker in Lord of the Rings in Wheel of Time je že oboje toliko daleč v produkciji, oziroma Wheel of Time se snema že, je že dosti daleč tudi v Sloveniji se snema, da pač imajo neko svojo idejo. To se pravi, zanima me, če so mogoče bili, kje so, no? Kakšen bo avtorski prejem, bo avtorski ali bo konglomerat. Ker prav Wheel of Time, ker Magic takoj od začetka čisto zakorenina, Magic, ne, The One Power je čisto zakorenina takoj od štarta in Moraine pa Rand, naprimer, kako se bo to noter potem pokazalo, ali bo tako kot Witcher, ali pač Lord, ki pač, mi počnemo tle šita. Vse Wheel of Time je Lord of the Rings. Vse je, samo, kako ne rečem, Magic je bolj prisoten noter, ne. Ful, zato je pa Lord of the Rings Retold, ne, se to je permeated by Magic, ne. Se je tudi Witcher, ne, samo na drugačen način. Medtem, ko Game of Thrones pa ne. Ampak kul, vsak prenese nekaj, ne, me je kul, da so različne stvari, tudi v literaturi, ko imamo, ne, imamo Abercrombija, imamo Martina, imamo Rothfusa, veš, imamo vse živo, ne, Sapkovskega, ne, in to so različne stvari in to je kul, ne, da samo eno in isto poslušamo, to je najbolj kul, ne, zakaj bi?
Ne? Game of Thrones je bil dan super, lepo, da vidimo, kaj bo naslednje prinesla naši dragi Targaryeni in tako naprej. Ja, cool. No, super, skratka, mi smo bili nad prvo sezono čisto zadovoljni in čakamo drugo, ki bo pač drug let. Nismo imeli nasprotnika sicer, ne? To je res. Ja, to je res. Ampak sej vsake toliko ceta se nam poklopi, da... Skratka, čakamo še kar neke fantasy serije in zanimivo, kako bo to vplivalo. Jaz sem hotel sem še to omeniti, da ker smo omenjali Stregobora nekajkrat, da ga igra Lars Mikkelsen, kar ni tok. Pač nepomembno in najbrž to pomeni, da bo v drugi sezoni ga videl kaj več. No? Domnevam, da Lars Mikkelsena ne kupiš sam za 3 epizode, da pride malo pogledat nekaj. Ja. Mikkelsen. Ne, on je sigurno en tisti, ko ta Mage Council bo še dolgo prisoten. Nisem kamor šli. Stregoboreve stolpe bomo še imeli priložnost videti. Fajna, ne, ja. Skratka, tukaj je rubrika, kaj gledamo, beremo, poslušamo, gost ima zmeraj prednost, Sneti si kaj prebral, gledal, igral zadnje čase, kar bi posebej priporočil. Jaz pa ne igram. To pa ne. Te igrice so pa hudičo zadeva. Igrice. Ne, ko igram Dragon Quest 11 na Switchu, Control na PC-u, zdaj sem dobil Journey to the Savage Planet za PS4, tako da mislim, da bo za nekaj časa, za par dni. Skratka, to si zdaj kar nekaj naštel, kar si bom jaz mogel 3-krat poslušati. Just click that. Skratka, kaj je ono na Switchu, kaj si rekel? Dragon Quest. Dragon Quest, ok, to se moram pogledati. Ja, to je zelo high fantasy, čist klasičen, paše. To bo ta zadnja high fantasy, ki sem ga obrnil. Paše. Pa recimo, ker imamo mogoče malo, zdaj igre si naštel, pa malo manj imamo knjig za mladinsko, si zdaj prevedel nek krimič, ne, oziroma če sem prav razumel. Ja, Sirene, ja, to je pa noir. So zelo sodoben, pač čisto krimič noir, full hour, meni je bilo res. Ne predolg, tako da bo poleti kar sedel, ne. Ja, mislim, fajn serija. Aha, to je serija nekako. Ja, to je serija enega Angleža, ki je v Manchesteru doma in je tudi v bistvu pisal Manchester, ne? Ja, mislim, da je. Ne, zdaj, ne smem spoilati, čakaj, ker v letu noter, no. O enem tipu, ki je cel pokvečen, ne, itak, ker je noir, ne, in se mu zgodi zločin, seveda, ne, in potem rešuje zločina, ne, in je policaj, pa spet ni policaj, tako, jaz ful priporočam to, no. No, super, bomo brali. Ja, zelo fajn. Polet pa Abercrombie, skratka, 3. del prvega zakona pride ven. Ja, upam. Mislim, ja, ne bi, ja. Če ne bo kakšnih problemov večjih, bo prevod od dan maja, tako da mislim, da bi moral biti za knjižje 700%. Tako. Upam, da že prej. Mogoče že za fantasy. Namedne vidne. Ja, tako je. Mogoče že to, ja. Tako da. Se mislim, da na to targetiramo. Ja. Pa podcaste poslušamo od Sama Harrisa. Tako, če ga kdo ne pozna, zelo fajn gentleman, boljš kot Jordan Peterson. Če smo mogoče že nismo še napredovali z Jordana Petersona, mogoče dajmo graduirati na Sama Harrisa. Oziroma, sem bil pred njim. Ja, no. Ne mislim, kad tako, veš, kad že hod po Sloveniji, pa je folk, ko jaz hočem očetovsko figuro, koliko je kul. Mogoče dajmo se zdaj premakati malo naprej na Sama Harrisa. Ja, tako. No, tudi mi smo očetovske figure. Ja, Igor, nadaljuj ti, kaj si pogledal, prebral? Ja, prebral sem Obljubljen od Watchmenov Doomsday Clock. Tako. In nisem bil posebej impressed. Mislim, je najbolj očitno možno nadaljevanje tega Watchmenov, kak pripelješ vse skupaj v DC Universe, da se potem lahko na koncu Manhattan pa Superman fajtata. In glej, če ne bi videl serije, bi rekel, ok, interesting, tak pa pač potem, ko sem videl serijo Watchmen, pa menim, da je pa lepo narisano, I guess. Okay. Narisano je zelo lepo, pač fajn je skonstruirano, ampak ne pride blizu originalnim Watchmenom ali seriji. Verjamem pa, da je 100-krat boljše kot Watchmen Origins ali Before Watchmen, ki pa mislim, koliko sem videl, je precej... Če pa pomembno za serijo, da so avtori serije rekli, kao, ok, tega ne bomo se šli. Tega ne. Zdaj pa čaki druga sezona, pa bo naenkrat se Superman pojavil. Gledal sem včeraj glih sveži film, ko to snemamo, What Did Jack Do?
Totalno priporočam, najboljših 17 minut, ki jih lahko preživite ob gledanju filma. Ne je bil pomemben. Cel film je to dolg? Cel film je 17 minut, cel film je David Lynch, zaslišuje opico, ki ima superimpozana usta od enega igralca. Best thing ever. Ja, A to se je on za resno nam podaril? zgleda tak. In kjer res XL-a zadeva je, kjer imaš, kot je Kevin Smith temu rekel, interspecies erotika omenjeno not. A to je segue v Sex Education tukaj. Ja, mi to deloma. Wow. No, jaz sem pogledal Sex Education sezono. Lepo. Ker mislim, da smo... Bravo. To pa je simetrija. In lahko povem, da ne grejo v takšne zadeve. Mogoče v 3. sezoni. Je druga sezona Sex Education in je the best, je super. Zraven tega, da preko teh epizodičnih variant podajajo zelo relevantne podatke, pa informacije, pa izobrazbo seveda za mladino, ki si ima vse na dohvat ruke danes, ne, ampak mogoče nima blage, kaj gleda ali pa bere. Pa ful priporočam, da če nimaš blage o tem, kaj vidiš, pa ti ne, pet to pogledaj, kaj čisto lušno. Plus ful smešno. Ful smešno, pa lušna štorija, taka najstniška, dobra muska, lepo posneto. Pa ful se naučiš, no, pa tako tudi contemporary je v smislu, kako pristopa do tega, da pač ima eni drugačne spolne usmeritve od normativnih, da se tak izrazim. Pa si gledal Euforijo mogoče? Ne še, tako da ne morem primerjati. To me zanima. Ne morem primerjati. Mislim, za tebe kot odraslega ful zanimivo pač čtivo zagledati, za najstnika pa mislim, da še toliko bolj. No. Okay. Pa poudarja najstnika, ker vseeno so spolne vsebine. In najstnice. In najstnice, ja. Hvala. Potem pa sem še pogledal, torej Outsider gledam, o tem, kdaj drugič, Fleabag sem pogledal prvo sezono, The Best, ful priporočam. Druga je še boljša. Nisem še tam, ampak ok. Ja, to pižam spravi, ne vem. Potem The New Pope sem začel gledati in je mega, John Malkovich je izjemen. Prav en meta moment je v prvem in drugem delu noter, ki reče od papeža, PR svetovalka, spominjate me na John Malkoviča, pa on reče, I know him, he doesn't do much for me. In je tako stari, ko sem jaz glih kar gledal, ampak The Best je super. To se meni tudi čaka. Super. Pa torej Drakulu sem pogledal in mi je meh, ne na mah, ampak samo meh. Dickinson sem prvi dan pogledal in moram reči, da je zanimivo, čeprav kar triki to, ker to je pa res tak teenager varianta, malo preveč na kvadrat, vsaj prvi del. No, okay. Nadaljuj, so mi rekli tlele, da moram do tretjega vse strajati, da v pridno ceno spustim, pa še jezero gledam. A to je še spin-off Sex Education, Dick in... Ne, ok. The Son of Dick. Ne, kad se gledaš tako. Ne, to je v Bruce Dickinsonu. Dickinson, Son of Dick. No, se to je Sex Education pa. Kako je zdaj? Evo, to je mojih 5 ali 6. Še 8. No, jaz sem pogledal Final Space do konca, mislim, da na zadnje, kar sem to omenil, še ga nisem pogledal, pač 2 sezoni risane serije in moram reči, da druga sezona mi ni bila tako dobra kot prva, ampak še vedno se splača pogledati, nadaljuje se potem zgodba, se vrnemo nazaj pač k reševanju zemlje in tako naprej in še zmeraj pač je zabavna, no, dovolj je za pogled. Drakula se strinjam z mitotom, da ni bog ve kaj, jaz sem se zmeraj je bilo tako, drug del, ki sem tudi pogledal, mi je bil brezvezen do konca, ki pač pride v sodobnost in se tako, ok, kaj je to zdaj? Potem pa tretji del pa tok preveč intelektualiziran, preveč, pa tok je nekega intelektualnega masturbiranja in neumnosti noter zmetane in nekih hočejo pač imeti te neke vojne na ravni duha in morale, da je tok bedno. No? In to sta res spet zafrkna, enako kot sta zame pa zadnja sezona Sherlocka, ki je bila že preveč. No? Jaz mislim, da so zgrešili Drakula. Drakula je seks. Ja, Drakula je seks in je telesen, ne pa tle neki. Sex Education. Tudi jaz gledam Outsidera. Vsi ga gledamo, ker nekako tudi v prihodnosti mogoče bomo kaj delali, če bo serija zdržala, sem zdaj 3 dele pogledal. Pol bomo primerjali slovensko predlogo, ne? Outsider. Tako je. In bomo pač videli, koliko je razlike. Karkoli, ampak 3 deli zaenkrat so bili kar ok. Zdaj nadnaravni elementi. Po Kingu. To so Liza začeli.
Na HBO. The best je. Jaz moram reči, da je tako edgy fotografija, pa muska, da sem kar odpihnil. Fino je, ampak zdaj prihajajo ti nadnaravni momenti, malo bolj noter in je mogoče tako, pač meni zdaj ta lik. Skrbi to, da je King. Ja. Kaj še pride? Tini, moji ženi, sem prodajal tako, jaz samo videl, King je, veš, zanimivo, jaz samo po drugi strani ne vemo, kako bo zaključil, ker pač King. Po 800 strani later, veš, kva? Ja, Fleabag sem skoraj na mah pogledal tudi jaz, tudi drugo sezono in moram reči, da pač se strinjam vsem tistim, ki so pač dajali to na prva mesta najboljših serij, ker je res odlična. Malo rabiš, da se na, kaj je Phoebe, ne? Kako je, Phoebe Waller-Bridge. da se malo navadiš na to koketiranje s kamerom, ampak ko se enkrat padeš noter in postane tvoja pač prijateljca v resnici, no, tako je the best. No. In pa ful dobro mi je drugi, to še mi to ne ve, pač, ko bo on začel pač videvati to, kako ona gleda kamero. Kam gledaš? In tako postane, res, kaj delaš, ja. In seveda vroč katoliški duhovnik, to imamo vsi najrajš. Doktor Huja sem pogledal prvi dve dela in moram reči, da zelo mi je žal, ampak še vedno se ni pobrala stvar, še vedno zgodbeno zelo, zelo slabo. Drug del od prvega pač nadaljevanje precej boljši, pač ta Spyfall, ampak še vedno ne tok. Res upam, da s tretjim štarta malo boljši nisem še uspel pogledati. In pa začel sem Deadwater Fell, še eno krimi koda nadaljevanko, v katerega pač David Tennant, jaz pač moram vse, kar David Tennant igra pogledati. In prvi del mi je bil tako zelo zanimiv, pač na koncu se odprejo neko vprašanje in si tako, ok, zdaj nekaj štekamo, ampak skratka gre pa se o tem, ali je nek požar samomor in umor, ali je v resnici kriv mož, ki je edini preživel, ker ti v požaru mreta njegova žena in 3 otroki. Tako da še kar grozna štorija. Še kar. Ja, in to je to. To je to, outro. Ljudje in ljudine, to je bila že naša 39. epizoda. V njej smo se pogovarjali o seriji Witcher, a.k.a. Čarodejec. Okay. Pa tudi o knjigah in igrah. Imamo boljše Za tako malo manj. Poslušali ste torej podcast, ki se oglaša na ime Obot, podcast za serije, filme in risanke vseh žanrov od F do Z, ki ga gosti mreža Aparatus. Z vami smo bili Mito, veščar of vizualije Gegič, Igor, štrigar of informacije Harp, Aljoša, čarodejec of Cankarjeva Harlamov in Sergej, čarovnikar of igričarija. Hvala, Sneti. Tole epizodo smo posneli v kinogledališču Bežigrad pred gledalcem, ki se mu zahvaljujemo za potrpljenje, kot se kino Bežigrad zahvaljujemo za pivo ter prijazno gostoljubje. V tokratni rubriki izbira oziroma vprašanje, če bi lahko izbirali fantasy sago, po kateri bi posneli serijo, katera bi to bila in zakaj? Čisto na kratko, Sneti. First Law Trilogy, zakaj? Ker je the best. Okay, berite, potem pa gledajte. Ja, sem mislil, da boš rekel, da zato, ki si ti prevedel. Igor. Starcraft. Aha, Starcraft. Ja, mislim, Warcraft je že, pa je bil shitty, Starcraft ima ful boljšo štorijo. To bo pa ena epizoda. Mito? Ja, bom pa rekel Baldur's Gate. D&D. Ja, kar sem videl, da nekaj delajo na trojki neki in me čisto hypalo. Imam že cel teden v mislih Baldur's Gate. Ja, ful huda D&D štorija je, mislim, tak fantasy, tak da. Ja, me zanima, kako bi to izgledalo. Pa Magic the Gathering bi lahko končno. Ja, dajmo to. To še zraven. No, dajmo še zraven. Komod, super, jaz v bistvu zdaj ste mi pobrali vse, kar sem jaz hotel reči. Vzimo vse Mito, pa hotel sem reči Magic the Gathering. Pa Hearthstone rečeš. Lahko bi bil pa Hearthstone. Warhammer 40,000. To. Imenitno. Če vam je bilo všeč, kar ste slišali, šerajte, lajkajte naš podcast, naročite se nam preko vašega najljubšega appa oziroma ponudnika podcastov, dajte nam kakšno ceno na iTunesih, podprite platformo Aparatus z odličnim izborom podcastov za vsakega. Na Twitterju nas najdete kot @podcastobot, na Facebooku smo kot podcast s K-jem, tako je tudi na Instagramu, tam delimo rajcere, prikolice in druge zanimivosti in tja lahko usmerjate vprašanja, pripombe, komentarje, medmete, nezadovoljstva s svetom, pritožbe, predloge, kaj bi za vas pogledali naslednjič. Sicer pa se slišimo spet kmalu
čez 2 tedna, natančneje 11. februarja, ko bomo znova govorili o seriji, o njih letos očitno govorimo serijsko, a tokrat bo vendarle ta epizoda nekaj posebnega, ne samo zato, ker bo 40 epizoda, ampak bomo govorili tudi o slovenski seriji, o slovenski kriminalni seriji, namreč o čem drugem pa o Jezeru, ki ga lahko spremljate ob nedeljah na RTV Slovenija in bolje za vas, da ne zamudite, in ki bo do takrat že končana. Obetamo si prav posebnega gosta, držite fige, da nam tolerata. Sicer pa smo, Igor, katerega februarja? 9. 7. Zakaj kažem? Kar nekaj. Če se mi Nisi htel tvojega flowa zjabati. 7. februarja v živo v kinoteki ob 7. Tako, 7. februarja ob 7. v kinoteki. Z nami bo Roman Vučank, pogovarjali pa se bomo o Lady Hawk in seveda potem pogledali tudi film. Tako da vsi, ki bi nas želeli gledati, poslušati v živo, prineste še tudi svečko za Rutgera Hauera, ker je in memoriam. Tako, prineste svečko. Pa Roman bo zagotovo vedel še kaj povedati zraven o Witcherju, ker se je zelo odzval na kritiko nekega desničarskega pisatelja, ki je menil, da pač prikaz žensk, ki se mečujejo v seriji, pa je nemogoče, ker ženske ne mogle dvigniti takih mečev in Roman ve vse o mečih. Traparija. In o žensk. Mislim, da o tem vemo mi. 7. za 7. pečat. Tako, nekaj takega. Skratka, za 7. umetnost. S kom se boš spečal? Skratka, pridite nas pogledati in poslušati. Tole je bila 39. epizoda, mi smo Obod, držimo vas centrifugalno silo. Obodovke in obodovci se slišimo in poslušamo.